Lepo vabim, da se mi na odru tokrat pridružijo gospa Gordana Ciganović, direktorica kadrovske službe pri podjetju GENI, gospod Matej de la Corda, trener, moderator in strokovnjak za izkustveno učenje, gospa Jasna Dominko Baloh, direktorica poslovne skupine Doba in gospa Helena Kodrič-Muri, direktorica podjetja Smart Money Solutions. Tako, govorili bomo torej o tem, da prihodnost pripada človeku. Pa najprej en podatek iz poročila Future of Jobs 2025 Svetovnega gospodarskega foruma. In sicer kaže, da bodo poslovno preobrazbo podjetij v prihodnjih letih oblikovali trije ključni dejavniki. In sicer napredne tehnologije obdelave informacij in umetna inteligenca, roboti in avtonomni sistemi, ter nove rešitve za proizvodnjo, distribucijo in shranjevanje energije. Kje v tej enačbi je človek? Je ustvarjalec, je uporabnik, je nadzornik? Gospod de la Corda. Lep pozdrav. Jaz verjamem in čutim, da je človek tukaj predvsem arhitekt, tisti, ki zna razmišljati širše od same tehnologije in pa izzivov. In mislim, da je glavna kompetenca, ki jo človek rabi za prihodnost in tudi sedanjost, je, jaz bom temu rekel, širina razmišljanja pa mentalna disciplina. In tudi neko čutenje in čustvena regulacija, pa bi sam dal to v nek časovni kontekst. Se pravi, 3 leta nazaj, novembra, smo mi dobili ChatGPT. In takrat je bilo to luštno, vsi smo pesnice pisali, pa malo se igrali s tem. Nihče ni razmišljal, kakšni težavi bodo s tem nastale. Zdaj pa imamo dejansko prve sodbe na sodišču zaradi samomorov, mentalne probleme, anksioznosti. In to vprašanje, o katerem se pogovarjamo danes, bo drugačno čez 1 leto. Bomo se o drugih stvarih pogovarjali. Se pravi, človek je zdaj kar na udaru in če jaz pogledam, recimo, prej je človek bil vedno glavna žival na svetu, se pravi najbolj pametna, najbolj močna, zdaj se pa to počasi malo spreminja. Se pravi, ok, tukaj danes ni dobenega robota še, ne da bi jaz videl, se pravi, par tekstov je bilo napisanih z umetno inteligenco, danes tukaj pa par govorov, ampak pri nas tehnologija šele prihaja v naša življenja in začenjamo videti glavne stvari pa glavne vplive in jaz mislim, da zdaj je trenuten, zelo pomemben čas, da ljudje treniramo pozornost, o čem razmišljamo, kako razmišljamo in človek se mora dati v položaj arhitekta, da razmišlja v tej široki sliki. Kam paše tehnologija, da ga tehnologija da nas ne ujame. Ker gre tako hitro naprej, da če tega mi ne ujamemo, mi ne nadzorujemo, znajo biti kar zanimivi izzivi človečnostjo v prihodnosti. Super, najlepša hvala za enkrat. Gospa Ciganović, kako v GENI gledate na to? So zaposleni uporabniki, nadzorniki, kreatorji? Jaz mislim, da z novo tehnologijo vsekakor človek ne zgublja v smislu na svoji ustvarjalnosti, kreativnosti. Tako da tudi mi v GENI-ju spremljamo to novo tehnologijo in jo tudi ustvarjamo, ker dejansko tehnologijo, tako kot smo že danes večkrat slišali, uporabljamo kot orodje, ki nam potem omogoča, da določene procese hitreje naredimo, bolj učinkovito. Tako da s pomočjo te nove tehnologije dejansko nadgrajujemo tisto, kar imamo in nikakor v tej zgodbi nismo izključeni iz te zgodbe ustvarjanja in kreiranja in obenem tudi spremljanja, kaj se dogaja s to tehnologijo in tudi bdimo nad tem, da je pravilno uporabljena. Tako da vse 3 vloge človeka ostajajo. Ta nova tehnologija zopet ni tak bav, gledamo jo bolj z vidika tega, kako si vse skupaj lahko olajšamo in kako nam lahko dejansko pripomore v tej zgodbi biti še boljši. In v bistvu iščemo ta pravo pot sobivanja z tehnologijo, ker sam s tem je dejansko napredek v naši zgodbi. Okay. Najlepša hvala. Poročilo Future of Jobs nadalje kaže, da se bo do leta 2030 spremenilo 40% ključnih veščin zaposlenih. Gospa Dominko Baloh, katere bodo po vašem mnenju tiste, ki jih bomo morali razviti in katere bodo morda izgubile vrednost? Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav vsem. Torej, naše veščine oziroma kompetence za delo v prihodnosti se spreminjajo.
Tri ključna področja, vse raziskave tako kažejo, na kateri se bodo kompetence morale razviti. Tako pri vodih, kot pri vseh zaposlenih. Prvo so tudi digitalne kompetence. Danes smo o tem že veliko slišali, kako upravljati z tehnologijo in uvajati digitalizacijo. Na drugem mestu so analitične kompetence, to pomeni kritično razmišljanje, strateško razmišljanje. In tretje, zelo pomembno, o tem je danes že bilo veliko govora, so mehke kompetence. To pa je čustvena inteligenca, empatija, komunikativnost in seveda nenehno učenje. To so ključna področja, ki bomo morali razvijati. Seveda ob tem pa vsi vemo, da nekatera rutinska opravila že opravlja umetna inteligenca. To ne pomeni, da se bodo ukinila delovna mesta, ampak vendarle je potrebno o tem razmisliti, kot sem povedala na začetku, tri področja, ki jih bomo v prihodnosti potrebovali, tako vodje, kot tudi vsak zaposleni. Najlepša hvala. Gospa Kodrič-Muri, kakšen je vaš pogled? Vi veliko sodelujete s posamezniki, s podjetji, s podjetnicami. Katere so veščine, ki jih danes krepijo? Zdaj, če pogledamo samo eno zelo enostavno stvar. Kdo je vse to izumil? Karkoli že. Človek, ne? Zakaj je človek to izumil? Da bi nam to pomagalo. Kdo je ta, ki odloča, ali nam bo to pomagalo? Človek. Torej gre za namen. In če pogledamo umetno inteligenco, ne smemo pozabiti ključnega, kar se mene tiče, in to je umetna inteligenca, je tako kot je njeno ime narejeno, umetna. Ja? Umetno je ustvarjena. Če pogledamo razliko, človek, možgani in umetna inteligenca je zelo jasno. Ne? Človek razmišlja, ima razum, umetna inteligenca ga nima. Torej jo poganjajo masovni baze podatkov in neki algoritmi, ki nima veze z zavestjo. Torej umetna inteligenca nima zavesti, človek jo ima. Umetna inteligenca nima čustev, človek jih ima. In pri komunikaciji z ljudmi je kaj pomembno? Točno ta kompetenca, ne? In še nekaj, kar je bistveno, moralno-etični kodeks. Ta stran ga nima, ne? Umetna inteligenca, človek ga ima. In tudi mi najdemo smisel, gospod Kuster je lepo prej omenil, mi kot ljudje imamo smisel, zakaj nekaj ustvarjamo. Umetna inteligenca tega nima. Ne? In to, kar se mogoče jaz v prihodnosti malo bojim, je, ker vedno se najdejo na drugi strani še kaki lumpi, ne? Ki hočejo neke stvari narediti malo drugače in poenostaviti. Ne? In lahko vsem nam na nek način zagrenijo pač naše poslovanje. Se pravi, to, kar si je človek sposoben izmisliti za to, da bi nam pomagalo, si lahko kaki lumpi izmislijo, da ne da pomaga, ampak da naredi kontra. In mogoče se moramo samo bati tega, da bi nehali biti ljudje. Ne smemo se bati tega, da smo ljudje, ker mi znamo nekako celostno pogledati na celo zgodbo in ravno zaradi tega znamo pogledati, najdemo smisel, znamo zavestno se odločiti, kakšna bodo naša dejanja in ni vprašanje, ali bo prihodnost lepa, ker sigurno bo, ker jo bomo vodili ljudje. Ne? Najlepša hvala. Če se vrnem nazaj k vam, gospa Ciganović, kako v Geni zagotavljate, da se morda znotraj podjetja, pa zunaj podjetja ne pojavijo kakšni lumpi, torej da zaposleni varno uporabljajo nove tehnologije? V bistvu prihod novih tehnologij je zelo hiter in so zelo raznolike in jih je težko dejansko tudi spremljati. No? Če smo lahko včasih kot kadrovska služba, jaz sem že 25 let v tej zgodbi, spremljali, kako ljudje dobivajo znanja in tudi jih sami nadgrajevali, je ta proces danes dosti bolj kompleksen in terja vključevanje različnih področij. Tako da mi pri prihodu novih tehnologij se zelo veliko povezujemo z IT-jem. IT ekipa nam je tisto ogrodje, ki nekako z njimi postavljamo tudi neke standarde, kako v bistvu postopati z novimi tehnologijami, neka načela, neke dobre prakse. Kaj je tisto v bistvu, ki bi bilo nam vodilo v pravo smer. In poskušamo v bistvu to zgodbo zapeljati z nekim skupinskim učenjem, skupinskim spremljanjem. Veliko zaposlujemo mladega kadra in mlad kader prihaja dejansko z veliko znanja novi tehnologiji in jih povezujemo z dejansko nekim senior kadrom, da dobivajo nek feedback, da razumejo naše procese in na ta način s povezovanjem, kar je tudi ključ našega delovanja, spremljamo te lumpe, če lahko tako rečem. Najlepša hvala. Če se za sekundo vrnemo nazaj na prejšnje vprašanje, z nami v dvorani je tudi gospa Alenka Mekiš.
vodja marketinga in nabave pri podjetju Messer Slovenija, ki je eden izmed nominirancev v kategoriji srednje velika podjetja. A je z nami? Je, super. Gospa Mekiš, vesela bom, če se za trenutek nam pridružite v razpravi, kar takole iz publike. Kakšne spremembe opažate morda pri vas v podjetju? Katere so tiste veščine, ki jih zaposleni enostavno morajo pridobiti? Kaj se spreminja? Kako se je spremenilo morda v zadnjih letih? Kaj pričakujete? Ja, Messer Slovenija je del mednarodnega podjetja, kar je sigurno en velik vpliv na nas. Messer deluje res na različnih komponentih, tako da pri nas prilagodljivost, spoštovanje različnih vrednot, spoštovanje različnih kultur je prisotno že zelo veliko let. Tako da podjetje odnegdaj daje na prvo mesto človeka. Naš lastnik, v bistvu naše podjetje je družinsko vodeno, kar se odraža tudi v kulturi. Na prvem mestu absolutno je odnegdaj kultura zaupanja in spoštovanje, ampak to ne samo na papirju. V bistvu veliko projektov je namenjenih prav zaposlenim. Mi celo leto komuniciramo vrednote, delamo delavnice na to temo, imamo team buildinge, se z ljudmi pogovarjamo. Predvsem gre v veliki meri za iskrenost, za odprt in pa pošten dialog. Jaz, ki sem v podjetju v bistvu že skoraj 28 let, res lahko trdim, da je pri nas na prvem mestu zaposlen, da se nas sliši, da se nas posluša, da je v ospredju tudi kritično razmišljanje. Tako da ja, veščina, jaz se strinjam, da bo potrebno nadgraditi uporabo tudi umetne inteligence, ampak v veliki meri z uporabo kritičnega razmišljanja. To je po mojem osnovno, česar se moramo zavedati. In pa predvsem ohraniti empatijo, socialne veščine, tako vodje, kot tudi vsi ostali zaposleni. Najlepša hvala. Vas še povzobem k besedi danes. Poročilo, o katerem smo omenjali, mislim, da ima podatek, da se približno četrtina zaposlenih ne čuti dovolj pripravljena na vse novosti, ki prihajajo. Kdo nosi večjo odgovornost za razvoj kompetenc in znanj? Podjetje ali posameznik? Na obeh straneh je odgovornost. Se pravi, podjetja, posebej s katerimi jaz delam, ukolikor ponujajo zaposlenim izobraževanja, razumevanja, vhoda, se o tem lahko pogovarjamo, odpira prostor in omogoča sploh učenje o teh veščinah, še posebej, če govorimo o umetni inteligenci. Na drugi strani je pa človek, bolj ko je proaktiven, bolj ko je radovedno, več se bo naučil. In po Gaussovi krivulji vedno imaš v podjetjih ene par, močem norcev, ki tako več vejo, kot vsi ostali, in so že pred podjetjem kot takim. Potem imaš neko povprečje, ki malo nekaj klika, pa malo ne ve, kaj ne s tem počne, in ravno ta večina potrebuje neko podporo podjetja, da se jih v bistvu v zavesti izobrazi, da potem lahko uporabljajo tehnologijo čim bolj smiselno, ne samo etično, pa tudi čim bolj uporabno za podjetje. Kar se zdaj podjetjem dogaja, je izziv, se pravi, če uporabnik ni dovolj naučen, lahko narobe uporablja tehnologijo in potem dokumenti neke uporablja, ki jih ne sme, ne gleda na varnost in ima podjetje lahko škodo zaradi tega. Hkrati, če pa tega ne uporabljajo, pa zamujajo konkurenčno priložnost. Se pravi, sploh ni vprašanje ali ja ali ne, samo kako je. Jaz mislim, da obe plati, obe ciljni skupini morata sodelovati. Podjetje podpirati, posamezniki pa tudi dati svojo neko radovednost pa učenje. Brez te sinergije mislim, da podjetje veliko zamuja. Najlepša hvala. Vaš pogled? Se strinjam, ja. V bistvu zgodba ni nikoli črno-bela, Tako da v bistvu vsak posameznik danes, ko se tako zadeve hitro odvijajo, je primoran sebe premikati naprej, če hoče v tej zgodbi ostati konkurenčen. In največjo motivacijo imaš premikati sebe naprej, ko je to tvoja notranja motivacija, ko imaš željo pridobivati znanja. A vsekakor tudi podjetje, če ne vzpostavlja neko okolje, kjer se lahko posamezniki učijo, in to danes je nujno potrebno vzpostaviti neko okolje, kjer je stalni napredek, kjer je stalno učenje, potem tudi podjetje bo v tej zgodbi nekonkurenčno izgubilo na trgu. Tako da je tule stvar, tako kot je omenil Matej, stvar neke sinergije in je strateškega pomena, da oba dva, tako posameznik kot podjetje, skupaj stopita v to zgodbo.
Kaj pa bo pomenilo biti izobražen človek prihodnosti? Lahko umetnost, humanistika pomagata oblikovati bolj človeško tehnologijo? Kakšen je vaš pogled? Najprej bi rada rekla, da je meni zelo všeč, da se danes pogovarjamo o učenju in vsi poudarjate učenje, ker je, seveda prihajam iz izobraževalne ustanove in se mi zdi, da se v zadnjih letih resnično tudi v Sloveniji zelo velik poudarek daje nenehnemu učenju, vseživljenjskemu učenju in je seveda resnično to naša prihodnost. Zdaj seveda izobražen človek v prihodnosti ne bo tisti, ki bo imel veliko informacij. Ker danes so informacije dosegljive, kadarkoli, kjerkoli, o tem smo tudi že danes veliko slišali. Izobražen človek bo tisti, ki bo znal te informacije umestiti v sistem, v delovno področje, ki bo znal sodelovati z drugimi, ki bo odgovoren, ker če ne bo odgovornosti, bo se umetna inteligenca razvila tudi v smer, za katero si morda ne želimo, se pravi, odgovornost je izjemno pomembna, ki bo sposoben komunicirati, se sporazumevati z drugimi in ki bo imel tudi sočutje do drugega človeka. To so stvari, o katerih smo tudi danes že veliko slišali in so izjemno pomembne. To je človek prihodnosti, ki bo znal uravnavati vse te stvari. Ker prihajam iz šolstva, iz področja izobraževanja, seveda se tudi tukaj srečujemo z umetno inteligenco, ampak z dvema vidikoma. Prvi vidik je ta, da se seveda umetna inteligenca uvaja v študijski proces, ker se brez tega pravzaprav ne moremo več predstavljati študijskega procesa. Drugič pa zato je umetna inteligenca pomembna, ker mi s pomočjo umetne inteligence pripravljamo mlade za prihodnost. Se pravi, da razvijamo kompetence, ki bodo oni v prihodnosti potrebovali. Kajti danes smo pravzaprav v šolstvu pred izjemno veliko odgovornostjo, kako v bistvu izobraziti človeka, kakšno znanje mu dati in kako, da ga pripravimo na to prihodnost, da bo znal vse to uravnavati in da bo v bistvu tudi skrbel za okolje na tem prelepem planetu, na katerem živimo. No, Lahko nekaj dodam? Bi dal en zelo realen primer, recimo, kaj za mene pomeni izobražen človek. Recimo, jaz imam delavnice za šole, kjer poskušam učiti starše in otroke v osnovni šoli, kako se boljše učiti. In se učimo umetne inteligence. Zdaj, jaz moram tukaj zelo paziti, kako zavarujemo osnovnošolce. Moram zelo paziti, kako staršem predstavim neko stvar, da ne bojo preveč noter padli in moram zelo paziti, da se skupaj znajo učiti. In jaz mislim, da izobražen človek pomeni človek, ki razume, kaj tehnologija zmore in zna povezovati med sabo orodja, brez da bi izgubil sebe. Pa dam en konkreten primer, kako zdaj učimo osnovnošolca, da se lažje uči. Recimo, naučimo ga, tukaj imaš dokument in ti preberi svojo osnov izveska v dokument v slovenščini, da ti jo prepiše. Poglej sam napake, ki jih imaš. Potem ta dokument ti bo dal oče ali mama v neko orodje, ki ti povzetke naredi in se boš učil iz teh povzetkov v slovenščini. Potem pa skupaj ponovita. In izobražen človek ve, da lahko povezuje orodja in ve, na kaj mora paziti, kaj je dobro in kaj bo dobil, se ne izgubi. Jaz mislim, da izobražen človek bo ravno to danes in jutri, kaj vse je in znam jaz dejansko modularno skupaj zložiti. Morda še vaš pogled, gospa Kodrič-Muri? Jaz mislim, da ne smemo pozabiti, da se vse začne pravzaprav doma tudi, ne? Se pravi, mi že zdajle, bolj kot bomo znali otrokom vzeti telefon, bolj bomo znali iz njih narediti ljudi. Empatijo, se pravi vse, kar smo se malo prej pogovarjali in se mi zdi ful ključno in pomembno, da bomo mi starši zdajle v tem trenutku znali to najprej narediti. Da ne bomo naredili iz svojih lastnih otrok robote in bomo kasneje pričakovali pod narekovaj robote in bomo pol kasneje pričakovali, da bi zdaj oni mogli biti malo bolj empatični, če pa smo jim vzeli izkustvo. Super, najlepša hvala. Vprašanje za vas. Lahko v praksi že sedaj prepoznamo razliko med podjetji, ki vlagajo v orodja in tistimi, ki vlagajo v ljudi, ki ta orodja uporabljajo? Je razlika med podjetji, ki vlagajo pretežno v orodja, imajo hitre prve zmage, kaj se to narediti, na dolgi rok pa zgubljajo, ker samo orodja poznajo, niso pa preučili odnosa do orodja ali pa odnosa, kako uporabljam orodje skupaj z ekipo. Dva elementa imamo tukaj pri tehnologiji. Ne? Eno je, znam kucati, pa klikati, pa povezovati, eno pa je, se znam jaz pogovarjati, pa sodelovati z drugimi ljudmi, ki da to vsi uporabljamo. Se pravi, podjetja, ki pa tudi dejansko vlagajo to,
kako bomo skupaj mi razmišljali o tehnologiji, se pogovarjali, sodelovali in AI tukaj pomaga, so veliko bolj uspešno dolgoročno. Zdaj, strategija podjetij, kot jaz opažam, imajo tako. Najprej imajo prvih par mesecev samo izobraževanje, kaj tehnologija zmore. Pa, wow, to je super, pa to je super. Potem se učijo, kako razmišljati o tehnologiji in kje bi jim lahko pomagala konkretno v procesih. Hkrati pa se učijo, kako se mi pogovarjamo o tem, umetna inteligenca je pa zraven. Se pravi, podjetje mora razumeti, da gre za dolgoročno izobraževanje, ki vključuje ta humani, odnosni vidik. Ker me nič ne pomaga, da imam tam enega strokovnjaka, ki rastura umetno inteligenco, če se on ne zna pogovarjati z ljudmi, kako se to uporablja. In zdaj se potem učimo, se pravi, da umetna inteligenca je na sestanku zraven, kako se pač vključuje ta stroj, mašina v naše sodelovanje, moramo se tega naučiti. Izvolite. Ja, in tudi, da še ta pridig damo, vse raziskave v svetu tudi kažejo na to, da podjetja, ki vlagajo v razvoj zaposlenih, imajo manj težav tudi v kriznih situacijah. To se je v času covida zelo pokazalo in seveda ni dovolj, tako kot je že Matej tudi povedal, da se vlaga samo v tehnologijo in ker s tem se vlaga, če se vlaga v razvoj zaposlenih, se dviguje tudi produktivnost, je manj bolniških in seveda tehnologija se uporablja v pravo smer. To tudi je dokazano, ker se tega zelo veliko tudi spremlja v svetu. Najlepša hvala. Gospa Ciganović, kako je v bistvu proces potekal pri vas oziroma še poteka? Na kateri strani ste? Vlagate v orodja ali ljudi, ki uporabljajo orodja? Glede na to, da nam je tehnologija zelo pomembna in tudi vidimo velik napredek v tehnologiji, tudi v našem načinu poslovanja, predvsem vlagamo v ljudi in v bistvu vstop nove tehnologije v naše okolje jemljemo kot neka sprememba. Ne samo kot nek trenutek, ko vpeljemo neko orodje, ampak neka sprememba, s katero v bistvu želimo tudi zaposlene seznaniti, kaj ta sprememba prinaša jim. Ker samo vpeljati orodje, na koncu je ta učinkovitost tega orodja minimalna, sam tisti začetni par mesecev. Če pa ti vnašaš spremembo in če dopuščaš zaposlenemu priložnost, da raziskuje to spremembo, je to največja dodana vrednost, ker posameznik raziskuje tudi ugotavlja, kaj mu lahko vsa tehnologija prinaša. Da bi pa dopuščal to raziskovanje, pa moraš dejansko vzpostaviti to kulturo učenja in to kulturo učenja pomeni, da moraš ponuditi čas zaposlenim, moraš jim dati možnost, da tudi v tej fazi učenja delajo tudi napake in tudi te napake sprejeti, ker dejansko iz napak se učimo. Tako da jaz zagotovo vidim in GEN-I deluje v tej smeri, da ustvarjamo okolje, kjer se ljudje učijo, kjer sprejemajo tehnologijo in raziskujejo to tehnologijo. No, okolje ustvarjajo vodje in zanimiva je tudi so rezultati ankete H&M, ki so jo pravili na LinkedInu. Odgovore je sicer prispevalo približno 100 posameznikov, kar ni veliko, ampak vseeno. Anketa kaže, da bo fokus podjetij v letu 2026, da bodo vlagali v razvoj vodij. Pa me zanima, kako opremiti vodje z veščinami, da bodo znali voditi ljudi skozi vse te spremembe. Gospa Mori. Spet smo tam, ne? Človek, ti moraš biti najprej človek, ne? Se pravi, vrniti se nazaj k tistemu, kar dela človeka, to je biti empatičen, razumeti posameznika, iti na drugo stran pogledati, kaj ti želi dejansko nekdo povedati, ga poslušati in slišati, ne? To so vse kompetence človeka in pravi vodja je sigurno ta oseba, ki razume, da na drugi strani ima človeka, ki pa vseeno gleda tudi malo naprej in pogleda, kako nam lahko kakršnakoli tehnologija pomaga. Tudi če gledamo nazaj, ko se je zgodila internetna revolucija, najprej je vedno strah. To je najbolj normalno, ne? Ker nas je strah nečesa, ker ne vemo česa. Če pa pogledamo v strah, pa vidimo, da rabimo samo povabilo nekoga, da pogledamo, kaj pa v tem strahu je. In tam v tem strahu, v vsaki priložnosti, ali pa v vsaki taki mogoče stvari so vedno priložnosti. Internet nam je pomagal fejst, ne? Spremenil je naš svet na boljše. Nekaterim niti ne? Pač tistim nekim, ne? Če pa pogledamo tudi umetno inteligenco, fejst nam lahko pomaga. Ne? Če pogledamo samo, ne vem, na področju medicine, zbere toliko milijonov podatkov, ne, naredili neko diagnostiko, lahko pomaga enemu zdravniku postaviti mogoče pravo diagnozo, ker pri nas, jaz izhajam iz zavarovalništva, pač je veliko napačnih prvih diagnoz, ne. Se pravi, lahko fejst pomaga, ali pa ne vem, neki analitiki podatkov. Fejst ti lahko pomaga, ne pa pozabi tudi na ključno kompetenco človeka in to bi moja babica rekla, pokojna, common sense, kako se temu reče? Zdrava kmečka glava, ne? To je to.
Najlepša hvala. Gospa. Ja, poglejte, vodje se v bistvu moramo pripravljati za ta prihodnji svet, za veliko negotovost, ki bo v bistvu prišla in mora biti tudi vizionar, mora se tudi v kritičnih situacijah znajti, tako da so vse tiste kompetence, o katerih sem prej govorila, tudi za njega ključne. Danes, mi smo delali eno raziskavo Združene menedžerje in smo ugotovili v Sloveniji, da podjetja, ki imajo menedžerje, ki imajo vodje, ki so čustveno stabilni in ki imajo visoko motivacijo in so dobro samoorganizirani, to se pravi 3 stvari, da so njihova podjetja uspešnejša od podjetij, ki menedžerji nimajo teh lastnosti. Se pravi, kako zelo so pomembne te mehke kompetence, o katerih se zdaj tudi pogovarjamo, da jih človek tudi razvija vsakodnevno poleg teh strokovnih kompetenc, o katerih se pogovarjamo na vseh teh področjih. Najlepša hvala. Jaz bi sem to rad podprl, ker se res globoko strinjam s tem. Ponavadi v vodi govorimo, rabijo več ljudi voditi, pa več časa za to, pa rabijo biti čim boljši operativci. Pozabljamo pa na to, da rabijo oni imeti energijo, da so dejansko dovolj spočiti, mentalno močni, čustveno močni, ker časi, ki prihajajo, se nakazuje, da bojo težki. In če vodja ni močen osebnostno, pa če ni spočit, ne bo vodil ekipe tukaj. Pa lahko imaš tukaj znanja, pa tukaj AI zna, ga bo pač spodnesel. Tako da a se lahko vodja gor sam drži, je zelo pomembno. No? Najlepša hvala. Če slišimo še primer iz prakse, gospa Mekiš, kako vi opremljate vodje z veščinami, da znajo voditi ljudi v spremembe? Ja, naši vodje vsekakor se izobražujejo tudi z področja novih tehnologij, ampak po drugi strani pa potrebujejo veliko znanja z področja mehkih veščin, kako z sodelavci komunicirati, kako v bistvu voditi različne generacije, kar je tudi nezanemarljivo. Tu so tudi velike spremembe pri delovnih stilih, pri vrednotah, tako da vodja, ki hoče dobro voditi, mislim, da mu res ni v današnjih časih enostavno. Po drugi strani mora biti res stabilna oseba, mora znati obvladovati stres, da takrat, ko ga zaposleni potrebujejo, da je tam za njih, da jih sliši. Tako da ja, kombinacija enega in drugega in tako tehnologije kot mehkih veščin in empatije. Najlepša hvala. No, nažalost se naš skupni čas počasi zaključuje, pa vseeno imam še 2 vprašanji za vse. Kaj pa vrednote? Katere vrednote morajo ostati v središču prihodnosti, če želimo, da ta resnično pripada človeku in ne strojem? Kar jaz čutim osebno je dostojanstvo pa spoštovanje. Če uspemo mi spoštovati življenje kot tako, življenje v sebi, življenje v skupnosti, življenje v sosedu, v podjetjih, bom našel način, kako tehnologijo in stvari uporabljam, da podpiram življenje. Če to dostojanstvo zgubim do samega sebe pa spoštovanje, bom jaz verjetno zlorabil marsikaj v tehnologiji pa v načinih. Jaz bi rekel, dajmo ohraniti to človečnost, ki jo jaz vidim pač spoštovanje življenja kot takega. Najlepša hvala. Blizu Matejevem razmišljanju in predvsem mogoče sem se bolj fokusirala na odgovornost. Ta čas zelo hitro gre, veliko je novitet, omenjamo danes tehnologijo, kaj vse tehnologija prinaša, kaj prinašajo družbena omrežja. Včasih ne znamo kritično pogledati na rezultate naših dejanj in te rezultate naših dejanj oziroma to, kar storimo, ima lahko močen učinek na druge, na osebe, na okolje. Tako da ta vpogled v to, kaj počnemo in ta občutek odgovornosti bo zagotovo fokus v prihajajočih letih, prihajajočem obdobju. Pa mogoče, ker pogledam malo tudi zornega kota, imam 2 hčerki, najstnici, veliko na družbenih omrežjih, veliko živimo v nekem umetnem, virtualnem svetu, včasih zmanjka ta pristnost. In se mi zdi, da se človek ponovno vrača tej neki iskrenosti in tu bi veljalo nameniti veliko pozornosti temu, ker živeti samo v virtualnem okolju tudi ni naša prihodnost. Najlepša hvala. Gospod Novink Baloh. Jaz se bi pridružila kolegici, zagotovo bi na prvo mesto postavila odgovornost, na drugo mesto sodelovanje in z
pravzaprav smo mi socialna bitja, to je zelo pomembno in ne moremo, noben uspeh ni rezultat samo enega človeka, ampak zmeraj tima in sodelovanje z drugimi. Se pravi, to sodelovanje je zelo pomembno in pa na tretjem mestu sočutje. To pomeni, da se znamo živeti v drugega, da ga razumemo, da ga poslušamo in to so tri ključne vrednote, o katerih mislim, da so pomembne. Najlepša hvala. Jaz bi dodala mogoče samo še odprtost, da znamo biti odprti, da znamo slišati drugo stran, iti na drugo stran, pogledati, kaj je nekdo mislil, pa iz tega potem zgraditi neke dobre odnose. In še zadnje vprašanje, če bi morali prihodnost opisati z eno človeško lastnostjo, katera bi to bila in zakaj? Gospa Muri. Ko dvomimo v drži odprtosti. Jaz bi dodala radovednost, ker se mi zdi zelo pomembna za razvoj vsakega človeka od otroštva do konca življenja. Hvala. No, jaz bom sorodno besedo vzela tako lepo, vedoželjnost. Vedeti več, v bistvu vedeti več pomeni tudi razumeti več in ko razumeš več, pa lahko tudi več kreiraš. No? Tako da vedoželjnost mi je bila zelo blizu sestavljena beseda. Hvala. Jaz imam pa tako napredno besedo rezilientnost, kot resilience v angleščini, ki združuje po eni strani stabilnost, po drugi pa prilagodljivost. Pa se mi zdi, da čas, ki prihaja, da bomo mogli kar močno stati ob vseh spremembah, hkrati pa se nenehno prilagajati. Bom dal eno metaforo, ki jo imam rad. Koliko od vas, če date roke gor, hodi s telefonom na WC, pa potem pač nekaj po telefonu berete? To smo danes že slišali. A so že? A ja, Pa nihče oziroma zelo malo ljudi je dvignilo roke. Se pravi, jaz sem na WC-ju s telefonom in verjetno kar podaljšam ta čas, ko sem na WC-ju, ker me pač stvar ugrabi, algoritmi itd. In če jaz nisem mentalno stabilen, da se jaz odločam, kam pozornost dajem, se bom zelo težko prilagajal novitetam. Tudi se mi zdi, da si moramo res razjasniti, kam dajem svojo pozornost, svoj fokus in da se znam prilagajati stvarim, ki se dogajajo. Najlepša hvala. Iskrena hvala torej vsem 4 oziroma 5 za pomembno diskusijo in za vaše izjemno dragocene poglede in besede. Sem prepričana, da lahko s krepitvijo teh veščin, kompetenc in pa vrednot, ki ste jih omenili, zagotovimo, da bo prihodnost zares ostala v rokah razmišljujočega, razgledanega in empatičnega človeka. Najlepša hvala. Doba fakulteta. Sodoben in aktiven. Mednarodno akreditiran online študij. Vpis je v teku. fakulteta.doba.si